Draga cerkev, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v imenu Jezusa Kristusa. Tudi danes smo se zbrali, da skupaj slavimo našega Gospoda, ker je On tega vreden. Skupaj bomo tudi poslušali iz Božje besede in dovolili Svetemu Duhu, da spregovori v naša življenja. Za začetek bi pa rad prebral iz Psalma 103. Psalm 103 pravi naslednje o Božji ljubezni. Slavi moja duša Gospoda, vsa moja notranjost, njegovo sveto ime. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami, kakor orlu se obnavlja tvoja mladost. V tem psalmu vidimo čudoviti primer, kako naj slavimo našega Gospoda. Že na začetku pravi psalmist, da naj vsa moja notranjost, vsa naša notranjost slavi Božje sveto ime. Z drugimi besedami, z vsem, kar smo, s celim bitjem slavimo našega Gospoda. Veste, slavljenje ni nekaj, kar moramo početi. Slavljenje je nekaj, kar smemo početi. Mi smemo častiti našega stvarnika, ki nas je čudovito ustvaril in oblikoval. Slavljenje je privilegij, ko tako skupaj pridemo kot cerkev in slavimo našega dragega Jezusa Kristusa. Naprej pravi psalmist, naj ne pozabimo nobenega dejanja njega. Ne pozabimo tega, kar je Gospod storil že do sedaj v našem življenju. Jaz sem prepričan, če samo malo premislimo o svojem življenju, lahko vidimo trenutke, ko nas je Gospod čudovito blagoslavljal, nas ščitil, se skrbel za nas, nam pomagal. Predlagam, da prav zdaj se spomnite teh stvari. Pomislite o vsem tem, kako nas je Gospod vodil do tega trenutka. Tudi prav zdaj nas Gospod ščiti. Tudi pred koronavirusom. Jaz sem prepričan, da ni slučaj, da je Slovenija tako uspešna v odpravljanju te bolezni. Hvala Gospodu za njegovo pomoč in za njegov blagoslav. Naprej beremo, da zaradi Jezusovega vstajenja, njegove smrti na križu, smemo slaviti Gospoda, ki odpušča našo krivdo. Gospod odpušča vsak greh. Mogoče si ta teden spet padel v določene stvari, ampak danes je ponovno milost, dan milosti, ko lahko prosiš Gospoda za odpuščanje, ko smeš vstopiti pred njegovo obličje, v njegovo prisotnost. Ta Gospod ozdravlja tudi vse tvoje bolezni, pravi psalmist. Jezus je šel na križ in beremo, da smo po njegovih ranah ozdravljeni. On je trpel, da bi mi lahko bili ozdravljeni vsake bolezni. Naprej pravi psalmist, da Gospod iz jame rešuje naše življenje. Bog je dal vse za nas, zato da bi mi lahko resnično bili rešeni. On nas želi potegniti iz teme in nas prestaviti v kraljestvo luči, v njegovo čudovito kraljestvo. On nas tudi krona z dobroto in usmiljenjem. Ponovno, če pomislimo na vse, kar dobrega nam je Gospod storil, kolikokrat nas je blagoslovil, kolikokrat nam daje dobre darove. Resnično, On nam izkazuje dobroto in usmiljenje. On je vreden, da ga zaradi tega častimo. In na koncu tega odlomka pravi psalmist, da Gospod daje moč svojemu ljudstvu, kakor orlu. Mi smemo znova priti pred Gospoda, črpati iz njegove reke, piti svežo vodo in se tako osvežiti našega duha. Kakor orlu se obnavlja naša mladost, pravi psalm. Jaz sem prepričan, da tudi, če se mogoče prav zdaj počutimo šibke, izčrpane, mogoče nam je že dovolj vsega, kar se dogaja. Gospod nam znova želi dati moč, nas postaviti na noge, nas dvigniti in nas poslati v misijo, da služimo njemu še naprej.
Zato prav zdaj pridimo v slavljenju pred Gospoda, združimo se kot cerkev in povzdignimo ime vseh imen Jezusa Kristusa. Amen. Najraje bi zavpil, naj v svet sliši me, dobrota tvoja bo, res ne pozna meja, in svoji milosti ti vedno sprejmeš me, ljubezen navdušuje me. Zato bom pel, dober si, zaplesal bom, dober si in sklikal bom, dober si za me. Nihče ti ni enak, Bog ti prekaša vse, vsa zemlja moja vsa, o tebi govori, ti najbolj temno noč, trenutku razsvetliš, ljubezen navdušuje me. Zato bom pel, dober si, zaplesal bom, dober si in sklikal bom, dober si za me. Zato bom pel, dober si, zaplesal bom, dober si in sklikal bom, dober si za me. Slavljenju pred teboj, oznanjam srcem vsem, dober si, ob soncu in dežju, slavim te vsem, kar sem, dober si, slavljenju pred teboj, oznanjam srcem vsem, dober si, ob soncu in dežju, slavim te vsem, kar sem, dober si, zato bom pel, dober si, zaplesal bom, dober si in sklikal bom, dober si za me. Zato bom pel, dober si, zaplesal bom, dober si in sklikal bom, dober si za me. Tvoja luč sije nam, Bog ti večen si, nihče ti ni enak. Nežno
vodiš ti k svoji luči, Bog, ob tebi biti sme. Bodi središče mojega življenja, središče mojega srca, Bog, jaz pripadam ti. Tvoja luč sijena, Bog ti večen si, nihče ti ni enak. Nežno me vodiš ti k svoji luči, Bog, ob tebi biti sme. Pripadam ti. Bodi središče, ko šibkost navda me, središče tudi, ko močan sem, jaz pripadam ti. Tebi slediti, jaz res želim si, moje življenje naj tvoje je. Tebi jaz res želim si, moje življenje naj tvoje je. Bodi središče mojega življenja, središče mojega srca, Bog, jaz pripadam ti. Bodi središče, ko šibkost navda me, središče tudi, ko močan sem.
pripadam ti. Gospod, hvala ti za tvojo dobroto, da ti lahko pripadamo, Gospod, in da nas ti vedno sprejmeš in da smo res lahko ob tebi. In da si nas vedno vesel, Gospod, da nas ti najbolje poznaš. Vse naše skrite misli, Gospod, vse naše zlobne misli včasih, ampak ob enem nas ti najbolj od vseh ljubiš. Hvala ti za to, Gospod. Res, mi želimo tebi slediti. Mi želimo, da so naša življenja, da je tvoje, Gospod. Želimo ti reči, Gospod, da te ljubimo in da si ti naše središče, Gospod, v naših srcih in naših življenjih. In ti deluj skozi nas, Gospod, kakor ti želiš, po tvoji volji, Gospod. Da se ne damo temu svetu, Gospod, ampak da ti tako močno prebivaš v nas, da bo to premagalo, Gospod, vso temo in vse, kar je ves kaos, ki je zunaj sveta, Gospod. Hvala ti, Gospod, za tvojo dobroto, za tvojo zmago na križu, Gospod, da si ti naš smisel, da si ti naše središče, Gospod. Amen. Danes želim govoriti, da se naj spoznanje Boga vse bolj množi in širi v našem življenju. V 2. Petrovem listu, v 1. poglavju, 1. in 2. vrsti beremo: Simon Peter, služabnik in apostol Jezusa Kristusa, vam, ki ste po pravičnosti našega Boga in odrešenika Jezusa Kristusa prejeli prav tako dragoceno vero, kakor mi. Milost in mir naj se vam pomnožita v spoznanju Boga in Jezusa našega Gospoda. Peter daje nasvete ob koncu svojega življenja, spodbuja verne in uči, naj rastejo v spoznanju ali naj se množi spoznanje o Bogu v njihovih življenjih. Spoznanje Boga za Petra je bila realnost. Sam pravi takole, v 2. Petrovem listu, 1. poglavju, 16. vrsti: Ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastje. Peter lahko povedal, da je videl, da je spoznal Jezusa vsej svoji ali vsej njegovi veličini in slavi. Peter je bil njegov učenec. Dobra 3,5 leta se je učil od Jezusa. Imel je osebno spoznanje o Bogu. Spoznanje o Bogu nam na eni strani razodeva ali nekaj, kar moramo vedeti o Bogu, in na drugi strani daje moč ali doživljanje Boga v svojem življenju. Eno izmed mojih prvih srečanje ali doživljanje Boga v življenju je bilo, ko je moj stric Emil, ki živi v Avstraliji, bil na obisku doma, in jaz sem tako sedel v dnevni sobi in opazoval skozi okno, kako je molil za eno osebo, ki je hotel biti osvobojen cigaret. In jaz to tako opazujem in vse skupaj mi je izgledalo nekako smešno in vidim, kako stric zapre oči, celo položi roko na to osebo in moli: Jezus, prosim te, ti ga osvobodi cigaret. In ko sem jaz to opazoval, meni je bilo smešno. Enostavno, dobesedno sem se malo
norčeval iz vsega tega. Ampak potem se spomnim trenutka, ko je stric naenkrat začel govoriti v nekih drugih besedah ali meni nerazumljivem jeziku. In ko to tako moli, naenkrat se nekaj dotakne mojega srca. In v tistem trenutku nisem točno vedel, kaj, ampak naenkrat sem samo začel jokati. In potem sem se celo umaknil v svojo sobo, da me slučajno ne bi kdo videl, kako jočem. In čez čas pride stric k meni in me vpraša, Srečko, kaj je? In jaz pravim, ne vem, malo sem bil tako, me je bilo sram, ampak spomnim se točno, kako mi je rekel, veš, Srečko, Jezus te kliče. In nekako pozneje sem spoznal in videl, da je to bil eden izmed prvih dotikov Božje moči ali delovanja Svetega Duha v mojem življenju. Da je Bog resničen, da želi delovati na naša srca. In apostol Peter je imel mnogo čudovitih doživetij ali rastel je v spoznanju Boga. V 2. Petrovem listu, v 1. poglavju, 3. vrsti, pravi takole. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Prek spoznanja tistega, ki nas je poklical svojo slavo in odličnostjo. Peter piše, njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Bog želi, da spoznavamo njega, njegovo moč, njegovo resnico, da je on realen. Poglejmo nekaj primerov iz Petrovega življenja. Lahko bi tudi rekli, poglejmo nekaj pomembnih korakov rasti, kako se lahko množi naše spoznanje o Bogu. V Matejevem evangeliju v 4. poglavju, 18. in 19. vrsti beremo. Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata. Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezeru, bila sta namreč ribiča. Rekel jim je, hodite za menoj in naredil vam bom za ribiča ljudi. Jezus je poklical Petra, da je naj njegov učenec. To je bilo v tistem času nekaj povsem običajnega. Ti si lahko izbral učitelja in nekako sledil in se učil njega. Tukaj v tem primeru vidimo, da Jezus pokliče Petra. Jezus je poklical Petra, naj hodi za njim. In Peter se odločil, da mu bo sledil. Želimo spoznati in rasti v spoznanju Boga. To je prvi korak. Jezus je poklical Petra in Peter se odločil, da bo sledil Jezusu. Tukaj ni govora o neki priključitvi cerkve, niti ne o tradiciji, religiji. Peter se je odzval na Jezusov klic. Lahko si vzgojen v dobri, zdravi krščanski družini cerkvi, toda še vedno bo prišel trenutek v tvojem življenju, ko se moraš sam odločiti, ali želiš slediti Jezusu. Poglejmo naprej. Drugi korak v spoznanju ali rasti našega Boga. Naj naše spoznanje v njega raste. Peter je napredoval spoznanju, kdo je Jezus. V Matejevem evangeliju 16. poglavju 16. vrsti pravi: Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Mesija, sin živega Boga. To je ena od zelo globokih resnic, ki jih je spoznal Peter. Peter je sledil in se učil od Jezusa. O Jezusovem učenju so mnogi v tistem času govorili in se čudili,
Kdo je ta, ki tako uči? Peter je prišel do spoznanja. Kdo je v resnici Jezus? To je pomenilo, da ni samo eden od učiteljev tistega časa, ampak nekdo, katerega je izraelsko ljudstvo pričakovalo, da jih odreši. Ena od dejstev, s katero se bomo srečali ali soočili v življenju, ko želimo iskreno spoznati Jezusa, je, ali je bil prevarant, blaznež, ali pa je bil resnično to, kar je učil in delal. Učenci sami so večkrat prišli do točke, ko so razmišljali, ali ga zapustijo, ali pa sprejmajo to, kar je učil, za resnico. Sam Peter pravi v Janezovem evangeliju 6. poglavju 68. vrsti. Simon Peter mu je odgovoril: Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Ne obupajmo nad Jezusom. Lotimo se z vsem srcem, dušo, vso svojo močjo, da ga spoznavamo. Nažalost, tako malo ljudi danes ve, tako malo ljudi danes pozna Jezusa. Tako malo ljudje vedo, kdo je on v resnici. Naslednji korak, ki ga vidimo v Petrovem življenju, je verovati, zaupati Jezusu. Kajti on je mnogo več kot samo moralni učitelj ali duhovni vodja in podobno. V Matejevem evangeliju 14. poglavju 28. in 29. vrsti Peter pravi, ali Peter mu odgovori in rekel: Gospod, če si ti mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On me dejal: pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Prišel je trenutek, ko je Peter poleg znanja o Jezusu doživel nadnaravno delovanje. Če si ti, mi ukaži. Petra je tako navdušilo, da je Jezus hodil po vodi, da je hotel to še sam doživeti. Spoznavanje Jezusa, Boga, nas vodi nadnaravno. Mi velikokrat hočemo spoznavati Boga v svoji omejenosti. Vse, kar ni v skladu z našim razumom, zakoni, fizike, to ne sprejmemo. Če temu tako, potem Bog ne more biti vsemogočni Bog. Jezus nas izziva, da stopimo v nadnaravno, da spoznavamo njega in njegovo moč. Spomnim se primera, ko smo molili za mojo mamo. Imela je več kot mesec dni težave z nogo, hude bolečine. Bila je pri zdravniku, jemala različna zdravila, potem celo neka domače okladke in tako naprej. In mesec dni ni nič pomagalo. In ko smo tako enkrat sedeli v kuhinji in se pogovarjali o tem, nekako mi na srce pride, pa dajmo se mi pomoliti. To so bili nekako prvi naši koraki učenja ali spoznavanja Jezusa. In ko sem tako razmišljal, me je bilo strah, kaj če se ne bo nič zgodilo. Ampak nekako eno zaupanje, če Jezus pravi, da ozdravlja, pomolimo se. In res, tam v kuhinji smo se pomolili, se spomnim še, položil sem roko na mamino nogo in rekel: Jezus, mi te prosimo, v tvojem imenu dotakni se mame in ji pomagaj. In v tistem trenutku se nič ni zgodilo. Ampak spomnim se zjutraj, ko smo se srečali, vprašam, kako je noga? In mama pravi: dosti boljše. In v enem dnevu ali dnevu pa pol je bolečina popolnoma izginila. In to je bilo eno doživetje spoznanja ali en korak, ko je izgledalo, da je potrebno v veri stopiti in zaupati, da se Jezus razodene.
Spoznanje Boga nas pelje tudi do naše šibkosti. Ali v Matejevem evangeliju 26. poglavju, 35. vrsti mi beremo: Peter mu dejal, tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil. Tako so rekli tudi vsi drugi učenci. Spoznanje Boga nas pelje višje, kot je naša moč ali naše spoznanje. Bog svoje moči ne razodeva na nivoju naših omejitev in šibkosti, ampak na svoji božji moči. Peter je že imel določeno spoznanje, doživetje z Jezusom. Počutil se je mogoče močnega, toda bolj je zaupal sebi, kakor Jezusu, in ga zatajil. Šel je skozi težko obdobje, kjer se je soočil s svojo šibkostjo, porazom, razočaranjem, ponosom. Resnično spoznanje Boga nam razodeva, da smo popolnoma odvisni od njega. Ko to spoznavamo, nam prinaša en notranji mir in na drugi strani možnost, da lahko vse bolj rastemo v spoznanju Boga. Naslednji korak, ki ga vidimo v Petrovem življenju, spoznanje Božje ljubezni. V Janezovem evangeliju 21. poglavju 17. vrsti tretjič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me imaš rad, oziroma ali me ljubiš? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: ali me imaš rad? In mu je rekel: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel: hrani moje ovce. Naša rast v spoznanju Boga bo šla tudi skozi spone in pace. Toda vse bolj bomo spoznavali Boga, kako nas brezpogojno ljubi. Peter je zatajil Jezusa, svojega prijatelja. Lagal je, da ga ne pozna. Toda Jezus ga kliče nazaj k sebi. Nazaj klicu, da ga bo naredil za ribiča ljudi. Pastirja, da pase duhovne ovce. In veste, na tej poti spoznavanja Boga, tudi mi včasih hočemo utavati zaradi razočaranja. Da Bog nas kliče nazaj in želi v našem življenju delovati in se razodevati. Ali še zadnjo točko ali korak, ki ga želim, da ga poudarimo tukaj. Bog nas celo želi uporabiti. V apostolskih delih, 3. poglavju, od 1. do 8. vrste, beremo o čudovitem dogodku. Peter in Janez sta šla ob 9. uri moliti v tempelj. Prinesli so moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred tempelska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil Boga med tiste, ki so prihajali v tempelj. Ko je mož videl, da nameravata Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine. Peter in Janez sta se ozrla van in Peter rekel: poglej na jo. Mož jo je napeto gledal, če bo kaj dobil. Peter pa je rekel: srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana hodi. In prijel ga je za desno roko in dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je po konci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, poskakoval in hvalil Boga. Petrovo spoznanje o Bogu je ga pripeljalo do točke, kjer pravi: ne zlata, ne srebra, to, kar je možakar prosil. Imam nekaj mnogo več. V imenu Jezusa Kristusa hodi. Peter mu je pomagal. Prijel ga je za roko in dvignil. Zato vedel je,
Če Bog ne razodene svoje moči slave, ne bo nič. Hipoma so se mu trdila stopala in gležnji. Skočil je po konci in hodil. Kakšno je naše spoznanje o Jezusu to nedeljo? Raste? Smo se kje zaustavili? Ali se še nikoli nismo odločili, da bi mu sledili? Govorili smo o korakih, ki nas peljejo v spoznanje Boga. Ali kakor je Peter rekel, da se pomnoži spoznanje Boga v našem življenju. Videli smo, Jezus je poklical Petra in Peter se je odločil, da bo sledil Jezusu. Peter je napredoval v spoznanju, kdo je Jezus. Prišel je trenutek, ko Peter poleg znanju Jezusa doživel nadnaravno delovanje. Spoznanje Boga nas pripelje ali pelje tudi skozi naše šibkosti. Spoznanje Boga nam tudi razodeva, kako nas Bog v resnici ljubi. In spoznanje Boga nam tudi omogoča, da nas Bog lahko uporabi. Zaključek želim izpostaviti še eno vrsto iz Svetega pisma, iz pisma Hebrejcem, 13. poglavje, 8. vrsto. Jezus Kristus je isti, včeraj, danes in na veke. Vrste nam obljubljajo, da je možno doživeti in rasti v spoznanju Boga tudi danes. Želim, da se pomolimo. In ne vem, na kateri stopnji ali na katerem koraku si Jezus. Ali če se moče še nikoli nisi odločil, da bi sledil njemu. Odloči se danes, zdaj, ko bomo molili. Mogoče si nekje razočaran nad njim. Toda odloči se, da želiš rasti v spoznanju Boga. Molili bomo in Bog bo deloval. Tako se združimo v molitvi. Jezus, hvala ti, da si živi Bog, ki deluješ. Hvala ti, da si spreminjal Petrovo življenje, da je rastel vse večjem spoznanju, kdo je v resnici Bog. Kdo si v resnici Jezus ti. In zdaj te prosim za nas, za vsakega, Jezus tiste, ki se moče prav zdaj odločajo, da želijo slediti tebi. Pomagaj jim, dotakni se Svetim Duhom in deluj v njihovi življenji. Prosim te za tiste, ki se moče nekje na poti se zaustavili, da bi rasli v spoznanju Boga. Sveti Duh, prav zdaj, deluj in se dotakni njihovih življenjih. Jezus, prosim te za vse, ki smo moči na nekem novem koraku, pred odločitvijo, da nas ti želiš uporabiti. Daj nam vero, daj, da rastemo v spoznanju tebe, da so naše življenja odvisna od tebe in da ti želiš delovati in se razodevati. Jezus, prosim te za vsakega. Jezus, v tvojem imenu te to prosim in naj bo slavljeno in bo velično tvoje ime. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo, nekako vse dobro kaže, da se bomo kar hitro lahko ponovno začeli zbirati v cerkvenih prostorih, tako se molimo naprej in hvaležni smo Gospodu za vso milost, dobroto in ostanite zdravi in močni v molitvi. Amen.